Aveiro je bil pred 5 stoletji, v času, ko so Portugalci osvajali novi svet, bogato pristaniško mesto, tudi zaradi ribolova na Atlantiku, pa solinarstva. Leta 1575 pa je neurje s sipinami zasulo tukajšnji zaliv, tako da je mesto pravzaprav ostalo ujeto znotraj lagune, po kateri pa so speljali kanale, tudi po samem mestu, kjer se danes s temi tradicionalnimi čolni iz Aveira vozijo turisti. Moliseiro se imenujejo, res so lepi, barviti, tudi poslikani. Ime pa so dobili po vrsti morske trave, ki je bila primerna kot gnojilo moliso. Po 3 dneh oblakov in dežja ob Atlantiku, v Aveiru in Agedi končno lep sončen dan. Dovolj bo blata na motokrosu, zdaj gremo odkrivati še Portugalsko. Sem na poti proti najbolj znani vinorodni deželi, proti dolini reke Douro, predtem pa postanek tule v srednjeveškem obzidanem mestecu Viseu, najbolj znanem po tejle cerkvici z rokokojsko fasado. V Lamego sem, kjer se začenja dolina reke Douro, zdaj pa se vzpenjam na grič nad mestom, kjer je Santuario Nossa Senhora dos Remedios, do katerega vodijo tele stopnice. 686 jih je, mogočne baročne stopnice. No, če mislite, da so te velike, pomislite, kakšne morajo biti šele tiste v Bragi, Bom Jesus, ki naj bi bile še precej večje.
To je domovina Portovca, dolina reke Dovro in njenih pritokov. Na gričkih za vsakim vogalom, kamorkoli se obrneš, lepo obdelane terase z vinogradi in pa kinte, vinske kleti, kjer pridelujejo to svetovno znano vino. Lep road trip s številnimi razglednimi točkami. Niso samo vinogradi, poglejte ta lep gozd in pa zajezeno reko, tu med Lihom in Tuo razglednik Uho.
Dobro jutro iz Porta, tu z razgledne točke Serra do Pilar, kjer se najlepše vidi to mesto ob reki Douro. Približno uro vožnje od vinorodne dežele te reke v notranjosti Portugalske. Torej je most oziroma Pont Luís ter soseska Ribeiro, nekako srce tega mesta, drugega največjega na Portugalskem. Takole zjutraj samo zvoki vetra, galebov ter metroja, popoldne pa postane zelo živahno tako na mostu kot pod njim ter v soseski Gaja številnimi uličnimi glasbeniki. Po reki pa tudi vozijo te stare barkače za izlete pod vsemi 6 mostovi tu v Portu. Tudi s ploščadi pred mestno katedralo vse do Porto je bil vrhunski pogled na staro mesto, rdeče strehe, zanimivo pa, koliko stavb je zapuščenih, nekatere se že podirajo. Nedalec stran je osrednja železniška postaja São Bento, v preddverju so na zolehostih tipičnih portugalskih ploščicah prizori življenja na podeželju. Po malici v simpatičnem pajzlu, seveda sem poskusil francesinjo, bogat portugalski toast, pa sem zdaj v mestnem parku na desnem bregu Doura, kjer se svobodno sprehajajo pavi ter petelini. Do sončnega zahoda pa se zagotovo vrnem na Serra do Pilar.
Še zadnje jutro na Portugalskem, na hitro sem skočil do Portovega stadiona, je Estadio do Dragao, ki sprejme 50.000 ljudi. Zdaj pa sem na osrednji tržnici Mercado do Bolhao. Sveži morski sadeži, sušene polenovke, pa zelenjava in sadje, tega si moram kupiti. Zdaj pa je čas za zajtrk in tipičen sendvič ter seveda pastel donata. Potem pa spet po mestnih ulicah gor in dol in ko se pokaže sonce, še do plaže Matosinhos, preveriti, če je Atlantik kaj bolj topel kot pred dnevi.